bistvu, kakšni so bili pa odzivi stojnic? V promocijskem obdobju si celo napovedala, da je bilo preveč prijav in si jih nekatere si mogla zavrniti. Kako je bilo v bistvu odzivi, kakšna je bila prodaja, kako so se mogoče te različne kategorije stojnice znašle s prodajo? Kako je bilo to? Zdaj, na koncu mislim, da smo celo sprejeli vse. Okay. Ker na začetku smo rekli sicer, da ne, ampak potem, ko je prišlo ven sodelovanje s podjetjem Koda Events, ki so napravili toliko več miz, smo v bistvu rekli, da lahko, ker oni so imeli celo nekaj stojnic viška in so nam jih dali res za zelo poceni, tako da smo imeli v bistvu, ni bilo preveč miz, mislim, da bomo jih prav. Tako da par ilustratorjev smo sicer zavrnili, prav trgovine, pa mislim, da ne, oziroma smo jih na začetku, potem, ko smo videli, da imamo še miz, sem sporočila, da lahko se udeležijo dogodka. Zdaj s prodajo, jaz nisem prav specifično šla spraševati vsako stojnico, malo sem slišala, kar so mi rekli sosedi, ne. Velik hit je bila mača od Zenoaze, to, da je šlo res bolano, no. Tako da so bili zelo veseli. Se Bubble Tea tudi na koncu ga nisem mogel dobiti. Bubble Tea tudi, ja. S tem, da jaz Bubble Tea, mislim, da sem bila samo enkrat Bubble Tea v Ljubljani, tukaj si ga nisem privoščila, ampak ker oni so delali Bubble Tea na drugi lokaciji, kot je bil dogodek, in je na koncu ostal Bubble Tea. In so nam dali enih 10 ali 15 Bubble Teajev na koncu, ko so mi pospravljali in po mojem sem popila 4 Bubble Teaje v enem večeru in sem skoraj bruhala. Sladkorna. Se rabila, se bila izmušena. Ja, res. Cukor direkt v žilo. Imaš Bubble Teaje, ki so na osnovi zelenega čaja, ki so dost refreshing, potem imaš pa to take, ki so se pravi milk in te zadane v žilo direktno. Čak, na drugi lokaciji so oni prodajali. Ja, to pa sem tudi jaz zafrknila, ne, ker to so mi že vsi rekli, da sem preveč prijazna pri organizaciji, tako da verjetno nekako se ne strinjamo z Andrew Tateom, ampak to, da ženske nismo dobre vodje, mogoče malo drži, no. Prosim, lepo. To bomo katali ven. Ker jaz sem bila res taka, stojnice, naprimer Bubble Tea so me prosili, če lahko mi uredimo tekočo vodo ob stojnici, pa čekaj, da ni mogoče. In potem smo se znali, da lahko mi kupimo vodo in jim nekako to vodo dostavljamo in vse te fore. In potem, ko sem govorila z enim drugim organizatorjem, mi pač rekel, vse to je njihov problem. Pač se znajdejo, ne. In jaz sem bila ona, ki sem iskala in kontaktirala podjetje, kaj bi lahko naredili in to, in sem ful nekaj časa porabila sem za to, ne. In isto je bilo za sušen, ker so rabili višjo mizo in sem hotela od svojega kupiti više mize v Ikei, te barske, tako da bi lahko ne to imele, ne. In iz tega vidika... Ti si iskala rešitve, ne probleme. Ja, dobesedno, ne. In jaz bi lahko komoto vsem rekla, pač sorry, to je tvoj problem, ne. Ker tudi eni stojnici sem med eventom pomagala, ker je bilo tako related z njenim podjetjem, v smislu, da je mogla poslati dokument nečesa, ne vem komu, in je mogla to nekje natisniti. In jaz sem potem na njem telefonu ta dokument downloadala, sem se upisala v svoj printbox, sem mi downloadala na svoj printbox to zadevo in sem mi potem razložila, kje je printbox v tuš planetu, ampak ni bilo to nič, kar se tiče organizacije Umiko, ali mene, ali njene stojnice, pač podjetje, čisto nekaj Y ne bilo. In sem zgubila z njo 15 minut, ker pač sem jih hotela pomagati, ne. In to je potem vplivalo, da so potem bili nastopi na odru v zamudi in torej, ki so mi iskali, niso naredili, ne. Ti si tako dobra oseba. Ja, sej zato. Ko opisuješ, se zdi v bistvu vloga predsednika skoraj neskončna, koliko v bistvu različnih klobukov moraš nositi.